Družine s 3 majhnimi otroki imajo na razpolago vse manj avtov, ki bi jim lahko zagotovili ustrezno družinsko mobilnost. Ampak ko končno najdejo avto, v katerega lahko vštric namestijo 3 sedeže, potem pride na vrsto izbira teh ustreznih otroških sedežev. Ti so namreč vse širši in to ne po naključju. Ugotovili so, da je pri bočnih trkih v bistvu največja smrtnost otrok, zato ker so mišice vratu preslabo razvite in zato se zdaj večina avtosedežev dela tako, da upoštevajo tudi bočno zaščito. Z letom 2013 so začeli uvajati iSize klasifikacijo. iSize klasifikacija je R129, prej smo imeli samo R44, ki ni vključevala stranskega trka. Ni se upoštevalo stranskega trka? Ne, samo sprednji pa od zadaj. Ok, podatek, ki ga nisem vedel. Ja. Zdaj pa primer te bočne zaščite. Eni se sprožijo ob tem, ko pripnemo otroka v sedež, eni se sprožijo, ko lupinco damo na ISOFIX bazo, je bočna zaščita na ISOFIX bazi. Eni so odstranljivi, se dajo na tisto stran, na kateri strani so vrata. So pa vzglavja vedno bolj obložena, vedno bolj pokrita. Ravno zaradi tega, ker vsaj do 15 mesecev otrok res nima še toliko dobro razvitih mišic. In je pri kateremkoli trku, še posebej pri bočnem, je res fajn, da je čim bolj objeta glava. Zelo veliko se uporablja tudi EPP pena, to je pena, ki se uporablja za izdelovanje motorističnih čelad. Lahka je, dobro absorbira trke, pa hitro se vrne nazaj v svojo prvotno obliko. Ampak pri čeladah potem enkrat, ko prevzamejo energijo trka, potem tiste čelade niso več uporabne. Isto je tudi za avtosedeži. Otrok sam pa ne more z miganjem glave poškodovati tole pena. Ne! Okay. To bi bil mogel biti problem, ne? Zelo zanimiv otrok. V dobi pred iSize sedeži smo starši otroke prestavili v večji sedež že pri okoli 1 letu. To je tudi pomenilo, da se je otrok že po 1 letu začel voziti s pogledom na cesto, torej naprej. Na preizkusni trki so nas pripeljali do novih spoznanj. Mi absolutno priporočamo vožnjo čim dlje v vzvratni smeri, se pravi do 4. leta. Je to sedeži za vzvratno vožnjo so do 105 cm, to je približno do 4. leta. To je tudi ena od stvari, ki jo iSize klasifikacija tudi poudarja, da več ne gledamo po kilaži, ampak po centimetrih. Je pa preverjeno, da do 4. leta se da zdržati vzvratno vožnjo. Zakaj lahko rečemo, da je iSize bolj varen sistem v primerjavi s tem, kar smo prej poznali? Največji problem je nepravilno pripenjanje avtosedeža. To recimo z iSizom tudi fajn zmanjšamo, zato ker iSize vedno zahteva tudi ISOFIX konektorje v avtu. Ko je sedež pravilno pripet, se pokaže zelena. Tako, tudi z uporabo ISOFIX-a do 95% zmanjšamo možnost nepravilnega pripenjanja otroka. Še ena stvar, ki je recimo pri iSizu, zakaj je to toliko bolj varno, za iSize testiranje uporabljajo lutke senzorji. Za R44 je to navadna platnena lutka, za iSize je pa to lutkica z senzorji, z različnimi senzorji in ko testirajo trke, res vejo, kateri del je bil najbolj poškodovan, koliko občutljivi so te deli, koliko občutljiv je otrok pri takem trku in tako naprej. Varni otroški sedeži se tudi v letu 2022 razlikujejo glede na udobje pri uporabi, pa tudi po prilagodljivosti. In seveda si racionalni starši želimo, da bi lahko z enim sedežem otroke peljali čim več let. Toda priporočilo, da otroka vozimo vzvratno do 4. leta, vseeno ne pomeni, da bomo 4 leta uporabljali lupinico. Čim je posebnost tega sedeža? Zakaj recimo ta lupinca? A temu potem se sploh rečemo lupinca? Ne, to ni več lupinca, Kaj to je lupinca. Kakšno ima pa To ta je oznaka? potem naslednji avtosedež. Se pravi, načeloma se ta lahko uporablja že od rojstva. Tega sicer ne priporočamo, a ne od rojstva naprej. Zato, ker je iz porodnišnice nas brez lupince itak ne bojo spustili. Ne bojo pa s tem sedežem? Ne. Ne? Z lupinco je treba priti otroka v porodnišnico iskati in ga tudi iz nje odnesti. Ker je to primeren sedež za novorojenčka. To se spomnim, ampak... S tem iti v porodnišnico, to je kar težka zadeva. Jaz ne bi šla. Ampak verjetno se ga da iztakniti, ne? Ne. Ne? Recimo posebnost tega sedeža konkretno je ta vrtljivost. Zato, ker otroka v avto dajati, jaz sem sicer že malo večja, ampak se spomnim, koliko zoprna je to zadeva. Tako da je ful fino, ker se ga lahko na stran obrne, se da otroka noter, se ga pripne
in se ga potem obrne v pravilno pozicijo. Ok, ampak iz stališča varnosti je varno dati novorojenčka noter v ta sedež. Ja, je. Bi pa še vedno jaz osebno izbrala prej lupinco. Razlika med lupinco pa med večjim avtosedežem je tudi ta, da lahko lupinco nataknemo na voziček. Skočimo na pošto, pa je v avtu otrok zaspal, lahko lupinco iztaknemo, jo nataknemo na voziček in skočimo na pošto. Na takšen voziček? Ja. Značilnosti modernih otroških sedežev smo obdelali, zdaj moramo 3 moderne, torej bočno bolj varne sedeže namestiti v avto. V enega redkih avtov za velike družine, ki jih z običajno debelo slovensko denarnico sploh lahko še kupimo. V praksi, kakšne so najboljše kombinacije? Neka čisto logična razporeditev, pač ta recimo ni najbolj optimalna. Zakaj ne? Zato, ker dojenčka sigurno ne boš imel v sredini, ker ni dostopa do njega in tako naprej. Tako da ponavadi je najstarejši otrok na sredini, zato ker tudi lahko sam noter spleza. Potem pa se lahko druga 2 otroka da vsakega iz ene strani. Recimo pri tem je fino, ko je vrtljiv, lahko otroka lepo damo noter, pri drugem je pa pač lupinca, pa se ga pač potem tudi sam prpne. Se pravi, najstarejši na sredini, ta mlajša 2 pri strani. Lahko pa seveda pač izklopimo spredaj airbag, pa damo dojenčka naprej, ker ga imamo skozi tudi pod nadzorom, pa se starš usede zadaj. Je pa res, da je neudobno sedeti zraven stolov, ne? Ja, absolutno. Preverjeno. Mi imamo pa oba avta na dizel. Na dizel, oba dva? A zato, ker ti fajn spiš v dizlu? Ja. Ja, kaj pa dela dizel? Veš, Kako se sliši dizel? bolj motorno. V naši videoteki seveda ne boste našli samo Citana, ampak tudi mnoge druge družinske avtomobile, tudi večje, dražje, bolj avanturistične. Vmes pa vam ponudimo tudi kakšno idejo za družinski izlet. Vabimo vas torej, da se naročite na naš kanal, obvezujemo se, da bomo redno skrbeli za vas z družinsko mobilnostno vsebino.